Lepo pozdravljeni na drugi novinarski konferenci občine Domžale. Kot je že županja rekla, se bomo srečevali vsak mesec. Z vami bosta danes magistra Renata Kosec, županja občine Domžale, in vodja oddelka za družbene dejavnosti Kristina Slapar. Obe lepo pozdravljam. Kot prva bo spregovorila županja Renata Kosec o najpomembnejših točkah seje občinskega sveta, kot so investicije in drugo. Hvala lepa. Tako kot se bomo mi srečevali, oziroma mi vsak mesec imamo tudi namen sklicati seje občinskega sveta. Tokrat je za nami tretja seja občinskega sveta, prejšnji četrtek. Smo pa sprejemali določene lokacijske preveritve, torej prostorske akte, na podlagi katerih bodo možne gradnje za naprej. Kot županja sem prvo točko dnevnega reda umaknila, gre v bistvu za sklep o lokacijski preveritvi za en del območja tukaj ob avtocesti, kjer naj bi investitor za dobo 7 let postavil začasno parkirišče. Tako strani odborov so bila v bistvu mnenja deljena in sem se odločila, da umaknem in da damo to prostorski akt ali pa ta sklep o preveritvi v presojo matičnim krajevnim skupnostim. Ostali so pa šli brez, bom rekla, kakršnekoli razprave naprej. Zelo smo veseli, da sta bila predvsem dva naša sklepa potrjena, in sicer prvi je, kar se gradnje skateparka tiče, tega smo res pripravljali nekaj časa, pa je šel potem v predaljni in tako naprej, in pa postavitev ograje na poligonu v Jaršah, s čimer bomo v bistvu ta poligon zaščitili. To sta, rečemo, bomo rekli, taki dve, in pa ena seveda je pa zaseben sklep o lokacijski preveritvi, ta je šel pa tudi brez težav naprej. Kolegica oziroma vodja oddelka za družbene dejavnosti vas bo seznanila z določenimi sklepi, kar se družbene problematike tiče. Jaz bi pa mogoče še v zaključku, to je bila pa točka, ki je vzela največ časa, in sicer na moj predlog so se znižale sejnine občinskim svetnikom in svetnicam. Razlog, zakaj so me potem spraševali, predvsem zato, ker smo volivkam in volivcem obljubili, da bomo postavili novo politiko, novo politično integriteto. Jaz menim, da funkcija občinskega svetnika in svetnica je častna, da ne sme slediti interesom kakršnihkoli finančnih bremen. Prejšnja višina je bila približno 160 evrov neto, ki so jo svetniki dobili, zdaj smo znižali na 100 evrov. Uvedli smo tudi spremembo, da vkolikor ni seje občinskega sveta, svetniki in svetnice ne prejemajo nadomestila. Vse ostalo pa načeloma puščamo, se pravi sejnine za odbore so v isti višini, kot so bile prej. Pri nadzornem odboru smo pa omejili zgolj število izplačanih sejnin posameznih delovnih skupin. Tako da zelo tesen rezultat, 14:11, ampak s tem smo dokazali, da resno mislimo, mi pač delamo v interesu javnosti, nismo tukaj zaradi financ. In me veseli, da nam je uspelo v bistvu ta predlog potem tudi potrditi. Tako na hitro, kar se tega tiče, bodo pa itak potem še možnosti za vprašanja. Mogoče, Kristina, ena tudi novost, ki bo dobrodošla za mlade družine. Izvoli. Hvala za besedo, Kristina Slapar. Obstoječi popusti, ki jih že nudi občina Domžale in jih seveda omogoča državni pravilnik, že veljajo. Seveda pa na zadnji seji občinskega sveta so se ti popusti nekoliko tudi razširili. Do sedaj je veljala tako imenovana zdravstvena rezervacija, čeprav je to dejansko popust, samo kadar je šlo za razloge, zdravstvene razloge za otroka vključenega v vrtec, sedaj pa se seveda to nekoliko širi, da bo lahko otrok koristil oziroma starši ta popust tudi v primeru novorojenčka v družini do 3. meseca. To bi na kratko. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa je na vrsti, da predstavimo institut Mlada županja, Mladi župan, ki ga uvajamo v naši občini, in o tem tudi magistra Kosec. Zdaj pa eno bolj sproščeno. Menim, da smo ena redkih občin, ki bomo ta institut uvedli, Mladi župan pa Mlada županja. In sicer, tako kot smo obljubljali, želimo vključiti mlade v
v participacijo, kar se področja politike in tudi ostalih področji tiče, tako da bo zdaj objavljeno javno povabilo vsem mladim od 18. do 26. leta, da se prijavijo s svojim življenjepisom na to javno povabilo. Jaz bom potem zbrala fanta in dekle, ki boste prejela taka mini pooblastila, pomeni, da nas boste lahko spremljali na delu občinskega sveta, drugih matičnih delovnih telesih. Zelo aktivna boste tudi v komisiji za mladinska vprašanja, skupaj z ostalimi mladimi bojo pač ponovno kreirali strategijo za mlade, v bistvu vsa področja mladih bodo nekako zastopali in bodo vez med politiko, našo odraslo politiko in pa politiko, ki se na eni strani prebuja v Domžalah na področju mladih. Jaz si obetam, da bo kar velik odziv in pa, da jih bomo čim prej vključili v to delo, da spoznajo pač občinsko upravo, da spoznajo ta politični segment, po drugi strani pa, da mladi pač vzpostavijo neko svojo politiko, ker tako kot smo rekli, želimo res aktivno vključiti v samo delo. Mlada županja in župan bosta seveda imela tudi določene obveznosti v smislu, da bosta redno spremljala delo mladinskih organizacij in pa pripravljala letna poročila in ocenjevala, kakšni so napredki, kakšne so možnosti izboljšav in tako naprej. To je tak institut, ki smo se ga zamislili, mogoče verjamem, da bo uspešen čez leta, no, in pozivam vse mlade, da se nam pridružijo, da se s življenjepisom mi predstavijo. Zbran bo pa pač en fant pa eno dekle. Tako na hitro. Hvala lepa. Hvala. Zdaj bi mogoče izpostavila še na koncu dogodke, ki nas čakajo, in sicer v sredo se bo županja srečala z predstavniki javnih zavodov, s krajevnimi skupnostmi, z ravnatelji vrtcev, osnovnih šol pa srednje šole. V četrtek je srečanje županov na javnem podjetju Čistilna naprava Domžale Kamnik in še v marcu bi izpostavila regijsko prireditev ob dnevu civilne zaščite, ki bo v športni dvorani 9.3. Zdaj pa ste na vrsti vi, če imate še kakršnokoli vprašanje, kar izvolite. To bo prostovoljna funkcija, ta mladi župan? Tako, to bo prostovoljna funkcija, tako mladi župan kot županja bosta prejela neko nagrado za svoje delo, 2 leti je mandat, pooblastila bosta imela kar močna, tako da boste lahko tudi spremljala pripravo občinskega proračuna za 2 leti, ker mi nameravamo v naslednjem letu uvesti tudi participativni proračun, posebej še participativni proračun za mlade. Tako da, in pa v komisiji za mladinsko vprašanja, ki je zdaj že vzpostavljena, bosta zelo, zelo aktivna člana. No, tako da si kar veliko obetamo od njiju, predvsem pa, da bosta povezava med mladimi na eni strani, pa med nami tule v uradu županje na drugi strani. To povabilo je bilo objavljeno? To povabilo bo šlo zdaj v objavo, v Slavniku bo, pa do konca marca bodo imeli čas, da oddajo zgolj samo življenjepis. Je pa tako, da smo se s kolegicami v PR-u domenile, da bom bila res objektivna, ne, ker veliko mladih jaz zdaj že poznam po imenu pa priimku, da mi bojo življenjepise tako pripravili, da dejansko ne bom mogla vedeti, ali je to Jana, ali je to Miha, ali je to, ne vem, Alenka, ne, tako da bom res pač glede na to, kdo me bo najbolj presenetil s svojim življenjepisom, pa s ciljem, kaj namerava na tej funkciji upravljati, da ga bom izbrala, ju bom izbrala. A je to novost v slovenski, mislim, kje je ideja? Ta ideja je zrasla kar v moji glavi, ko sem tekla, jaz takrat veliko idej dobim, v času volilne kampanje se takrat to še dogajalo, tako da ne vem, če že ta institut, neki so me omenjali, da v Postojni približno podobno obstaja, ampak ne vem, če gre preko javnega povabila, tako kot pač zdaj ni objavljeno. Mi bomo tudi obvestili vse mladinske organizacije, tudi vas mogoče, da jih skupaj nagovorimo, ker si res želimo, da so aktivno vključeni na vse procese odločanja in da se potem v enem doglednem času mi umaknemo in da mladi prevzamejo vodenje. Čisto enostavna, bom rekla, zgodba, zakaj postaviti mladega župana pa mlado županjo. Še kakšno vprašanje? V zvezi z vrtci, a ste prvo sklep podražili, zdaj vse občine dražijo vrtce in to, ki bilo, jaz sem moram priznati, da nisem se
se poglabljala v kako s tem? Glede na vse okoliščine in na vse, kar sledi, seveda tudi mi razmišljamo o dvigu cen. Menim, da bomo imeli predlog pripravljen za aprilsko sejo občinskega sveta. Se pa usklajujemo skupaj z obema javnima našima zavodoma, tako da ja, v kakšni višini pa še ne moramo govoriti. No. To je pač posledica, se spremljate česa, tako da ja, temu ne bomo mogli ubežati. Tako mi kot lokalna skupnost, kot starši na drugi strani. Ne. Če ni več vprašanj, se vam zahvaljujem. Na 10 minut, da nobeno vprašanje. Ja, Roman, bo še kaj imel. Kaj aktualno se dogaja na teh drugih investicijah? Ne vem, Ja, zdaj, kar se zdravstvenega doma tiče, čakamo v bistvu še eno preveritev, tako da vkolikor bo vse, dobimo vse pozitivna soglasja, gremo seveda v spremembo gradbenega dovoljenja oziroma dopolnitev in pa potem v pripravo novelacije investicijskega programa. Nekje časovnica najbolj optimistična je 2 leti pa pol, vse skupaj celotna gradnja oziroma zaključek gradnje. Za župani in županje smo se domenili tudi, kar se osnovne šole Roje tiče. To so te investicije, ki so se v bistvu ustavile ob zaključku mandata, tako da tu smo tudi v pridobivanju gradbenega dovoljenja. Potem pa te, kot smo rekli, skate park te manjše, pripravljamo pa z rebalansom tudi uvedbo projekta trajne mobilnosti, torej čim prej v izposojo koles in ostalih, enkrat nekoč tudi avtomobilov. Uvajamo tudi, se pravi, mirujoč promet želimo urediti v samem mestu, kar boste še seznanjeni pravočasno, tako da vse te aktivnosti zadaj že potekajo, moramo pa počakati na marčevsko sejo občinskega sveta, kjer bomo v bistvu predlagali rebalans za leto 2023 in določene potem nove aktivnosti tudi upeljali v ta del rebalansa. No. Mogoče še kaj... V zvezi z železnico vem, da je bilo na koncu, ko se je pač začelo to, da je bilo, da boste vztrajali pri poglobitvi, tukaj se že kaj dogaja? Zdaj, nobenih teh vprašanj še strani države ni bilo, investicija državna poteka, nemoteno, mislim, da se bo zaključila v poletnem času. Tako da moje stališče še zvedno, da se bo poglabljala, če se bo železnica, ne cesta. Če pač za njih to ne bo dovolj močen argument, bomo pa javnost vprašali, kaj oni menijo o tem. Tako kot sem že pač pred časom tudi povedala. Ja. A kaj veste, kaj je s Krajinskim parkom trenutno? Ne bi vedela, vem, da je bila javna razgrnitev, ne, se to ste seznanjeni, ne vem pa, kakšni so potem zaključki bili. No. To je pa tudi ministrstvo vodilo te javne razgrnitve pa javno razpravo, no, tako da ne bi vedela. Imamo pa veliko dela, mi zdaj čakamo, povabili smo se na ministrstva so se reorganizirala, to je vsem nam jasno, ker imamo veliko projektov, ker so pa že desetletja stojijo, ne vem, kaj bo z Želodnik Vodice povezovalko, potem imamo nov projekt, ki je tudi, ki presega lokalno skupnost, to je priključek Študa, povezovalka z Vodicami, torej kar se prometne infrastrukture tiče veliko. Se z državo zapomeniti in dati, bom rekla, kot prioritetno, kar se pa lokalne skupnosti, definitivno zdravstveni dom pa šole. Pogledati moramo potem tudi za naprej, kaj je s prometno infrastrukturo, ne. To je pa potem seveda vse v naslednjih letih. Kaj se je potem z osnovno šolo Roje zgodilo? Osnovno šolo Roje se takrat potem aktivnosti se ustavlja, zdaj pričakujemo gradbeno dovoljenje, tako da mi sredstva imamo že v zdajšnjem proračunu zagotovljene za gradnjo. In gremo naprej. S kontejnerji potem ni bilo noč? Ne, smo bili pa nedolgo nazaj z predstavniki šole tudi na sestanku in iščemo vseeno za v tem mestnem času možnost prostorskih rešitev, tudi za kontejnerjem. Težava je, ker ne vemo, kam jih umestiti. Ker tudi prostora okoli šole ni dovoljno, ampak še zmeraj je pa tudi opcija ta začasno prostorsko stisko reševati s pomočjo zabojnikov. Tako smo v stalnem stiku, tako da jutri se res prvič dobim z predstavniki šol pa vrtcev, ker bo to stalna praksa, potem z krevnimi skupnostmi, potem naprej pa še z ostalimi društvi. Tako da se spoznamo in pa da potem redno komuniciramo. No. Pa se že daj ve, da je v ureditev skateparka? Ureditev skateparka, se pravi, pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja je ta lokacijska preveritev. Mi bomo takoj vložili, se pravi, vlogo za gradbeno dovoljenje. Sredstva so že zagotovljena, tako da, če dobimo gradbeno dovoljenje, lahko v drugi polovici leta že začnemo z gradnjo. Nujno potrebno tole.
To je projekt, ki je v predalu v Bled. Tako, ja. To je eden od projektov. Z rebalansom bomo skušali pridobiti tudi sredstva za pričetek priprave dokumentacije za gradnjo večnamenske dvorane pri osnovni šoli Domžale in pa potem še ostale športne infrastrukture pa z naslednjimi proračuni. Tako da dela je velika. Mogoče še na vrtce pa na to olajšavo, ki ste zdaj uvedli, to je bila pobuda strani staršev, koga težave zaradi tega, ki so otroci zbolevali. V bistvu to je bila pa pobuda strani zdravstvenega doma in pediatrov. Tako da smo takoj, ko je bila pobuda, smo se z oddelkom dobili, ni bilo nobene težave, sprememba samo pravilnika, ne? Sklepa, tako da, ker ni finančnih posledic, so pa pozitivne posledice za neko družino, smo pač nemudoma šli takoj na naslednjo sejo, ko smo prejeli pobudo strani pediatrov, ja, da se to uredi. Z rebalansom bomo potem tudi novosti, kar se dežurnega zobozdravnika tiče, bomo tudi uvedli, pa so financirali za naše občane med vikendi. Tako, to bomo pa potem po naslednji seji, ko bomo pa že imeli jasno sliko, ali so svetniki in svetnice potrdili rebalans, pa povedali, kaj bomo še v drugi polovici leta uspeli narediti. No. Če kaj veste, kakšna bo konstrukcija osnovne šole pri seriji pri Radomljah? Finančna konstrukcija. Ja, mi v bistvu so dokumentacijo že v tej šoli. Zdaj DIP je bil pripravljen, govorimo o 8 učilnicah in v kabinetu. Mi smo jasno povedali, da nadaljujemo z aktivnostmi, ampak da gre za večfazni projekt. Ko bomo začeli z gradnjo prizidka, bomo mogli razmišljati, kaj z ostalimi prostori znotraj šole. Govorimo kuhinja, jedilnica, knjižnice in tako naprej. To ni samo postaviti 8 učilnic in kabinete zraven, ampak je v bistvu večletni projekt. Ja. Kar se šol pa vrtcev tiče, bomo skupaj z ravnatelji in ravnateljicami mogli doreči konsens, kako bodoče pristopati, kar se investicij tiče in katere so prioritete, torej katere šole in vrtci so potem naprej na sporedu. Še kakšno vprašanje? Špela? Nobena. Romana? Sem šla pogledati, kaj ima Postojna v zvezi z mladimi županom, zato sem... Nekdo mi je Postojno omenil. Ja, imajo nekaj podobnega, ampak mislim, že do konca. Ja, bom zato da vem povedati, da ste prvi, a niste prvi. Ja. Kar se pa marca tiče, bo res zelo, se pravi Svetovni dan civilne zaščite, pa regijska podelitev. 22. marca gostimo vse županje v naši v Sloveniji preko Skupnosti občin Slovenije. Prvič, da bodo prišle, tako da smo se odločili, da jih bomo mi pogostili. Tako da vrsto teh aktivnosti, tudi glede 8. marca, predsednica države nas županje vabi na neko srečanje. Tako da ja, pa vrsto tudi naših dogodkov. No. Se pa potem pripravljamo na april, ko je pa v bistvu praznovanje občinskega praznika. To bo pa cel mesec praznovan, prireditev dogodkov. Tako da... Imamo eno vprašanje. Ponovadi so bile marca še kakšne čistilne akcije, pa zdaj imate tudi kaj v planu? Bojo verjetno kar v aprilu, ker v sklopu občinskega praznika. Letos žal imamo prekratek čas, da bi lahko nov koncept uvajali, tako da letos gremo na enak način kot vsa leta doslej. Čistilne akcije ostajajo, za prihodnje leto bomo pa koncept spremenili. Da gre to prek krajevnih skupnosti, potem bomo pa videli kako, na kakšen način. Ta protikorupcijsko komisijo bo aprila ta dogodek? Zasklujemo datum, tako. En datum, ki so ga oni predlagali, nam je sicer všečen, nam pa ni všečen, ker ne bi mogel biti prisoten predsednik gospod Šumi, tako da zdaj zasklujemo tak termin, da bova oba lahko pač pozdravila. Predvidoma v maju. Ja. Boste tudi vabljeni. Tako da. Hvala lepa. Za udeležbo in se vidimo naslednji mesec. Hvala. To smo pa hitre. Punce.